Moja tema v tom jutri je, pozvani smo, ko živimo za Jezuša. In bi prosil, ko gor stanemo in preštejemo en tekst iz drugega pisma Korinčanom, 5. poglavje od 14. do 19. vrstice. Drugo pismo Korinčanom, 5. poglavje od 14 do 19 čitamo. Kristusova ljubezen nas stiska, saj smo presodili takole, eden je umrl za vse in zato so umrli vsi. Za vse pa je umrl zato, da tisti, ki živijo, ne bi živeli več zase, ampak za tistega, ki je zanje umrl in bil ubojen. Zato odslej nikogar več ne poznamo po mesu. Čeprav smo Kristusa poznali po mesu, ga zdaj ne poznamo več tako. Če je torej kdo v Kristusu, je nova stvaritev. Staro je minilo, glejte, nastalo je novo. Vse je od Boga, ki nas je po Kristusu spravil s seboj, nam pa naložil službo sprave. Namreč to, da je bil Bog tisti, ki je v Kristusu spravil svet s seboj, s tem, da ljudem ni zaračunal njihovih prestopkov. Nam pa je zaupal besedo sprave. Oče, hvala ti za tvojo zvesto in večno besedo. Ker te prosim, blagoslovi tvojo besedo, daj milo zagučati in daj milo zaposlišati. To te prosim v imeni Jezuš. Amen. Lejko zavzamete vaša mesta. Prešteto reč Božjo je napisal apostol Pavel. In v apostolskih delih v 9. poglavji od 1. do 9. vrstice štejemo, da se je Pavel napoltil v Damask z namenom, da bi tam preganjal kristjane, da bi tam preganjal Kristusovo cerkev. V časi 3 dneh je ta veliki nasprotnik kristjanov in Jezusove cerkve doživel radikalno spremembo v svojem duhovnem življenju. Pavel se je spokesal, se je spreobrnil, to pomeni, doživel je odpuščanje svojih grehov, sprejel je Jezuša Kristusa v svoje življenje, se je dal krstiti po tistem, bil je krščen v Svetem Duhu in bil je izpolnjen s Svetim Duhom. Apostol Pavel je po svoji spreobrnitvi grato eden od največjih misionarjev, eden od največjih božjih delavcev vseh časov v Božjem kraljestvu. Bog je apostola Pavla pozval, da služi posebno poganskim narodom. Pavel je evangelij odnesel vse do Makedonije, Dalmacije, Italije, Španije. V tistem času je to ne tako bilo enostavno, kot je dnes. Dnes si sedeš na letalo, pa si čez par ur New Yorku. 8 ur ali 10 ur. Tisti čas je bil noče. Apostol Pavel je predgo evangelij zato, ker je Jezus Kristus spremenil njegovo življenje. In to je pomembno tudi za nas. Priti mora sprememba v naše srce, v naše življenje. In apostol Pavel piše v pismu Rimljanom, 1. poglavje od 16. do 17. vrstice, tako štejmo. Ne sramujem se evangelija, saj je vendar Božja moč v rešitev vsakomur, ki veruje najprej Judu in potem Grku. V njem se namreč zazadeva Božja pravičnost iz vere v vero, kakor je zapisano, pravični bo živel iz vere. Vera v Jezuša Kristusa, vera v našega dragoga Boga, Očeta, Sina in Svetoga Duha. Dragi moji, jaz slavim in hvalim Boga za naše stare brate, štiri so že v nebesaj. Štiri so nam pokazali pot do Boga.
Hvalim Boga za moje starše, štiri so mi pokazali pot za večno življenje. In mi smo zdaj na sceni. Mi smo tu, ko drugim povemo, ko je Jezus Kristus odrešenik. V 14. veršu v drugom pismu Korinčanom smo šteli, Kristusova ljubezen me nagovarja, da oznanjam vsem ljudem, da je Jezus Kristus edini odrešenik na tem sveti in edina pot v nebesa. Božje reči, štiri smo začetki prešteli, najdemo 3 osnovne stopnje spoznanja in izkustva krščanske vere. Kot prvo, in to večkrat nam pravi prešteta Božja reč, da je Jezus Kristus za nas. Eden je mrl za vse. Jezus je mrl za nas. Druga resnica prešteti Božje reči pravi, Jezus v nas. Jezus v meni, Jezus v tebi. In tretja resnica prešteti Božje reči je beseda ali reč Jezus skozi nas. Prva istina prešteti Božje reči je Jezus je za nas. Skoraj vsi ljudje na tem svetu imajo neko predstavo o Bogu. So ljudje, štiri pravijo, da Boga nega. Dosta ljudi pravi, mogoče je Indrik nika. Večina ljudi na tem svetu ima napačno predstavo o Bogu. Ništene ljudje si predstavljajo Boga kot policaja. Mislijo, da Bog komaj čaka, da človek zgreši, da bi ga potem leko kaznil. Ali, da čitamo Božjo besedo, vidimo, da je Bog Svetega pisma, Bog ljubezni, Bog dobrote, Bog milosti, Bog odpuščanja, Bog svetosti, Bog veselja, Bog mira. Istina je, da Bog Svetega pisma ne ljubi greh, ali Bog Svetega pisma ljubi tebe in mene. Ljubi nas, ljubi vse ljudi na tem svetu. En neveren človek je na pogrebi pastorja postavil naslednjo pitanje. Če Bog ljubi vse ljudi na tem svetu, zakaj jih pošilja v pekel? Pastor je tome človeku dal moder odgovor. Bog nikoga ne pošilja v pekel, temveč Bog je v Jezusu Kristusu prišel na tej svet, da bi nas po Jezusu Kristusu povzval v nebesa. Ali što neće iti v nebesa, te da šel v pekel in to zato, ne zato, ko ga Bog ta pošilja, temveč zato, ko se je človek sam tako odločil. V evangeliji Janeza, Janožovom evangeliji 3:16-18 čitamo. Janez 3:16-18. Božja reč tako pravi. Bog je namreč svet tako zljubil, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče, kdor van veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. Bog namreč svojega sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil. Kdor van veruje, se mu ne sodi. Kdor pa ne veruje, je že sojen, ker ne veruje v ime edinorojenega Božjega sina. V Svetem pismu vidimo, da Bog izgubljenemu človeku po Jezusu Kristusu ponuja odrešenje, ponuja zveličanje, ponuja roko pomiritve.
Bog nas skozi Jezuša Kristuša zove k sebi. In če si še ne pri Jezuše, pridi k Jezuše, to je najboljša pot. Bog išče človeka in išče ga zato, ker ga ljubi. In od vsega začetka, po tistem, da je človek prekinil skupnost z Bogom, je bil Bog tisti, kjer je iskal človeka in mu je ponudil svojo ljubezen, svoje odpuščanje in svoje vodstvo. Adam, tako čitamo v Svetem pismu, Adam, gdje si? Človek, gdje si? Lojči, Micka, Melina, gdje si? Dragi moji, Bog je v Jezuši pokazal svojo ljubezen do nas. Bog je ljubezen. Najpopolnejši izraz Božje ljubezni za človeka in za vse ljudi na tem svetu je smrt Jezuša Kristuša na križi. Jezus Kristus je za nas. On je ne proti nami. Mi imamo enoga sovražnika in žal ga večkrat poslušamo. In tej sovražnik je šotan, je vrag. Naš Bog je naš prijatelj. Ne pozabimo to. Vedno znova, tudi dokaj ušpičimo, pa ne živimo dok bi mogli živeti. On nas nastrela, temveč nam odpušča. Znate, skoraj vse religije zahtevajo od svojih pristašev, to moraš napraviti, ovo moraš napraviti. Ali Bog Svetega pisma je dal za nas in za celi svet svoje najdragše. Dal je svojega sina Jezuša Kristuša. Jezus je mrl za vse ljudi. Jezus je mrl za tebe in za mene. Jezus je vse včinil, ko mi lahko dnes imamo dobro in čudovito skupnost z našim Bogom. Zakaj je Jezus edini odrešenik? Jezus je zato edini odrešenik, ker je živo na tem svetu brez greha. Nikdar je ne zgrešil, ne zložil, ne vkrodno, ne prešuštvoval. In apostol Pavel nam piše v drugem pismu Korinčanom 5:21. Drugo pismo Korinčanom 5:21 pravi tako Božja beseda. Njega, Jezuša, ki ni poznal greha, je Bog Oče zavolil nas včinil za greh, da bi mi postali Božja pravičnost v njem. Jezus je edini odrešenik, ker je šel na križ prostovoljno. Pred križanjem najdemo Jezuša v goreči molitvi v Gečemanskem vrtu. To je bila molitev borbe. Jezus je molil, Oče, če želiš, vzemi tej kelih od mene, ali ne moja vola, temveč tvoja vola naj se zgodi. Naše odrešenje je Jezuša koštalo njegovo življenje. Ne srebro, ne zlato. Apostol Peter nam piše v prvem pismu Petrovem 1:18 in 19, tako pravi Božja reč. 1. Peter 1:18 in 19. Saj veste, da vas iz vašega praznega življenja, ki ste ga podedovali od očetov, niso odkupile minljive reči, srebro ali zlato, ampak dragocena kri Jezusa Kristusa, brezhibnega in brezmadežnega jagnjeta. O glava kronana, od vseh zasmehovana, o glava polna ran, na čelu krona trnova, kri in znoj sta s tebe lila, iz ran tvoje breštevila. Poglejte ga, vprašajte ga, zaradi česa si tu? Odgovoril vam bo, na križu visi zaradi tvojih grehov,
zanje boš plačeval v peklo, ali pa jih bom jaz tu plačal zate. Nekdo od naju jih mora plačati, jaz bom to storil zate, samo verjemi vame. Golgota, Jezušov križ in všinjeno delo na križi nam svedočijo, da je Bog naš prijatelj, da nas Bog ima rad. In tretja stvar, za koj je Jezus edini odrešenik. Jezus je ne samo umral na križi, ne je bil samo brez greha. To bi bila tragedija. Biblija pravi, Jezus še na tretji dan gori stonal in živi. A tako si ga želim za vse nas. Jaz sem tudi ti vsi prešteti. Bolje bi se mogli veseliti. Pa veseli biti. Amen. Veseli biti, ko smo Božja deca, ko smo na novo rojeni, ko imamo najboljšega Boga. Živog Boga. Angela sta povedala ženam pri Jezušovem grobi, ko iščeta živega med mrtvimi, nega ga ti, on je gori stono. Haleluja. In hvala Bogi, da po velikem petki prida vizen. Haleluja. Vizen. Jezušov grob je prazen. Jezus živi. In Jezus nam je obljubil, zato ko on živi, bomo tudi mi živeli. Mi smo ne srmatske, da je duhovno učin. Mi smo leko bogati, srečni. Nas čaka nekaj velikega. Moja tašča je napolnila 88 let. Pa vidi se, ko je slaba. Pa sem ji prejšnji na delo, vsako na delo zesto videla, ko je obiščava, sem pravil, mama, še malo pa te doma. Ta gor gledajte. Znam, ko je to včasih težko gor gledati. Ali mi imamo eno vipanje. Mi imamo to živo vipanje. To imajo leko stare pa mlade. Nekaj čudovitega nas čaka. Druga istina prešteti Božje reči je Jezus v nami. Prišli smo korak naprej. Prišli smo od zgodovinskega dogodka do osebnega doživetja. Če Sveto pismo iskreno čitamo, te pridemo do spoznanja, da je ne zadosti, da se držimo nekše tradicije, nekše cerkve. Tudi je ne zadosti, da idemo za Božič pa za vizen v cerkev. Znate, največji problem krščanstva je v tem, da večina tako imenovanih kristjanov nema Jezuša v srcu, temveč na zidi, v glavi ali pa v cerkvi. Svetopisemski kristjani pa gratajo skozi osebnega srečanja z Jezušem Kristusom. Mi smo včeraj na Ptuju imeli eno skupino, skoraj 60 žensk je bilo iz evangeličanske cerkve. Pa smo lepo pogostili, kako se šika. Moja sestrična iz Beograda se to organizirala, pa smo imeli priliko tudi nekaj posejati dobrega. Vsaka je dobila en koledarček in knjigo od William Busha Jezus naša usoda. To je evangeličanski farar, povrnjeni. Ta knjiga je senzacija v Evropi. Niti ena knjiga je ne tako razprodana, kot ta knjiga Jezus naša usoda. In sem povedal, čitajte tudi Sveto pismo, tako se pride do, ali nekaj fali. Fali tisto življenje, tisti odnos z Bogom. In jim Bog pomaga. Pravo je, svetopisemski kristjani imajo osebni odnos z Bogom. In to je potrebno. Vsak dan, ne v nedeljo samo, vsak dan, ko molimo. Če ima ženo, moli ženo, mi jo to delava. Gojno pa večer.
Vsak dan. In nikaj to ne žmetno, to je fajn. Da mi leke en za druga molimo in en druga blagoslovimo. Kot prvo, mi se moramo spokesati, tu se zača pot za Boga, za naše grehe in Jezuša prostiti, da nam odpusti naše grehe. In če smo to še ne napravili, napravite to vnes. V 1. Janezovem pismi 1:9-7 čitamo, če pa svoje grehe priznavamo, nam jih bo odpustil in nas očistil vse krivičnosti, saj je zvest in pravičen. A ne to Božja milost, ko nam Bog ponuja. In ti dole piše Božja reč v 7. vrstici, in kri Jezusa nas očiščuje vsakega greha. Mi ne moramo del napraviti zanika za naše grehe. Mi jih leko samo priznamo in damo Bogu. Bog oprosti, očisti, opere in ti leko začnemo z novim življenjem. In drugo, da smo doživeli odpuščanje svojih grehov, potem moramo v veri sprejeti Jezuša Kristuša svoje srce. Mi smo nikdar več ne sami. Vsakom trenutku našega življenja je Jezus z nami. To je ne zadosto, da tu samo mislimo o tome. Moramo verovati z našim srcem. In znate, da je Jezus menov. On je večji od Goljata. On ima svoj oblast v nebesi in na zemlji. In v Janezovem evangeliju 1:11 in 12 čitamo, Jezus je prišel svojim, toda njegovega niso sprejeli. Tistim pa, ki so ga sprejeli, so postali Božji otroci, vsem, ki verujejo v Jezušovo ime. Spomnim se v mojem življenju, kako deca smo hodili v cerkev, v nedeljsko šolo in mislim, ko sem imel tam nedrik 5 let, ko sem res prvič Boga doživel. Vi starejši malo to znate, kako smo mi v tistem času molili. Molili smo kako zmešani. Mi, deca smo mislili, ko Bog načuje, pa smo se drli, ko se čuje 500 metrov od cerkve. Ali ti je prišla kriza v moje duhovno življenje, od 17 do 22. Moram povedati, čude še, ko še živim. In to se je zgodilo v Interlakni v Švici. Eno soboto dopoldan sem šel po Interlakni in Božja milost je prišla na moje življenje. In tam je prišlo do spremembe. Šel sem k eni reki Ara, sem na klop sel, pa sem pravil, dragi Bog, dragi Jezus, jaz se ščem vrniti nazaj k tebe. In prišlo je do spremembe, res sem, čista, meni je bila želja te po tistem, to, ko sem jaz doživel, to morajo drugi doživeti. In smo, nek povem, 1000 traktatov, knjig razdelili. Od 1980 do 2004 sem delal kot misionar v Švici. Teh 24 let smo krstili 200-250 bivših Jugoslovanov, pa tudi Slovencev. Bog je dal milost. Bog je dal milost. In ena krščanska pesem tako pravi, srečna brezskrbnost, Jezus je moj. Njemu pripadam, nič več nisem svoj, žal včasih tu zgrešimo. Po njemu sem odrešen, srečen vsak dan, v duhu sem rojen in v krvi opran. Vse svoje življenje prepevam okrog, častim ga in hvalim, ker on je moj Bog. On je moj Bog. Jezus Kristus vas, to je vaše upanje, je Pavel napisal v pismu Kološanom. Apostol Pavel je v svojih pismih več kot 40krat napisal
besede Jezus v vas in vi v Jezuši. In v preštetem tekstu, katerega smo v začetku prešteli, piše Pavel, če je što v Kristuše, je nova stvar, staro je minilo, glejte, nastalo je novo. Mi smo v Jezuši, ali pa smo še ne v Jezuši. In če smo v Jezuši, te smo na dobrej poti. Če smo pa še ne, pa lejko pridemo gnes k Jezuši. Amen. To je to čudovito sporočilo iz nebes. Jezus ima dober načrt za tvoje in moje življenje. In te nam je obečal, da on pride v naše življenje. Te je on z nami vsakem trenutku našega življenja. V dobrom, pa v zlu. Ne rastejo sigdar samo vrtnice na našoj poti. Včasih je tudi trnje kaj poleg. In to treba je vestrebiti. Amen. To treba je odstraniti. Ali z Jezusom živeti je nekaj najlepšega. V dobrom in zlu. V pismu Galačanom 2:20 nam daje apostol Pavel svoje pričevanje za svoje krščansko življenje. V novem življenju, to je novi prevod, v novem življenju, ki ga zdaj živim, odloča Kristus. Kristus je šef našega življenja. Ne smo mi več šefi, on je naš šef. In vam povem, dobrega šefa imamo. Predobroga. Dober je, čudoviti je. V novem življenju, ki ga zdaj živim, odloča Kristus, ki živi v meni in nič več jaz. Kristus živi v meni. Vse to je posledica vere v Jezusa Kristusa, Božjega Sina, ki me je ljubil in se je žrtvoval zame. In še tretja istina, prešteti Božje reči, je Jezus skozi nas. Iz spoznanja in osebnega doživetja nas Jezus zove v službo za njega. Misijsko delo. In mnogi kristjani, štiri so se dobro povrnili, so gnes nesrečni, ker nikaj ne delajo za Jezuša. Mi smo pozvani, ko delamo za Jezuša, ko odpremo usta. Zdaj to je žmetno, najbolj žmetno je pri sosedaj. Jaz trenutno, en gospod pa gospa starejševa, sta prišla povlak naša kuće stanivati. Jaz probam biti prijazen. To smo leko, vsi. Ne? Ko nas gledamo, moja žena mi včasih pravi, kako to grdo gledaš. Ne vem. No, to ima zakonske nepari, nekako smo se našli, jaz smo večkrat povabili na kavo in sem že odnesel knjigo Jezus naša usoda. Polak, korak za korakom. In moja želja, in vsak dan skoraj molim za njih. Bog, daj, ko bi tej zakonski par enega dneva tebe spoznal. Na delovnem mestu. Mi smo drugačni. Ja upam, da sem jaz pol živo v sveti, pa pol v cerkvi. Jaz sem mogel iti v cerkev, moral sem iti. Ali jaz sem zatajal Jezuša, žal. Žal. Vi sta poznali Pintariča, tu iz Drgoševac, on je bil moj majster. In te ima ena rak iz naša vesi, prava, pa te tudi pokavraš te. Ja. Žal nisem živil za Boga. Škoda. Ali, ki ne se želim živeti za Boga. Popolnoma. Vi štiri šolo odite. Dajte Jezuša dala. Tam trenutno dve deklice odita in kolegica od ene te deklice je verna, pa je svedočila. In zdaj pol leta odijo k nam v cerkev. In ta deklica je vzela svojo sestro sebov. To je to. Če res imamo Jezuša v svojem srcu, ti je naša naloga,
ko Jezuša dola damo, dola povejmo. Ko bi še mnogi Jezuša spoznali in Jezusa doživeli. V drugom pismu Korinčanom 5, 18 do 20 čitamo pa beseda apostola Pavla. Drugo pismo Korinčanom 5, 18 do 20. Vse je od Boga, ki nas je po Kristusu spravil seboj, nam pa naložil službo sprave. Namreč to, da je bil Bog tisti, ki je v Kristusu spravil svet seboj, s tem, da ljudem ni zaračunal njihovih prestopkov, nam pa je zaupal besedo sprave. Za voljo Kristusa smo torej poslani. Po nas vas Bog kliče. Za voljo Kristusa vas prosimo, spravite se z Bogom. In ništa ljudi na tom svetu ne do mogli nikdar čitati Sveto pismo, lejko pa čitajo skozi naše življenje. Dostakrat nikaj na novicam dosta povedati, ali ljudje gledajo pa pitajo, zakaj ti tako živiš? Zakaj si ti to ne izložil? Zakaj si ti to pa to ne napravil? In ti imamo priliko in lek povejmo. Bog nam je dal možnost, dosta možnosti, koliko to čudovito Božjo besedo doladamo. Bojmo pravi svedocke, tam gdje živimo, tam gdje delamo, širimo evangelij Jezuša Kristuša. In pitanje, na 4 stubi smo v tom jutri. Na prvi, ko smo še ne Božja deca, leko prideš dnes k Jezušu. To je tako enostavno. Če si že Jezušov, oznanjaj Jezuša Kristuša. Ko bi še mnogi Jezuša doživeli in Jezuša spoznali. Jezus Kristus skozi nas. V Švici sem spoznal enoga zubara, doktor Tadić, Slavoljub Tadić. Tej človek je res bil svedok, posebno, da je što prišel k njima na zubare. Da je on vrtu, ti je on svedočil. Ti se ma ne mogo nazaj gučati, ne? Ja. In res mnogim je Boga dal dola. In mnogi so skozi njegovega dela doživeli Jezuša Kristuša. Naša naloga je, ko toliko smo sami doživeli, damo dole. Jezus je najboljši pastir. Jezus je edini odrešenik. Žal sem se jaz včasih sramil njega. Znate zakaj? Ker se ne živo, to Biblija pravi. Ali gnes me je ne sram za voljo njega. Gnes sem ponosen, ko Jezuši lejko služim in živim za njega. Jezus Kristus je za nas. On je ne naš sovražnik, on je naš dober prijatelj. In Jezus v nas, Jezus v nas. Vidi se razlika. Tvoja deca morajo videti razliko. Amen. In če kome kaj slabega napravimo, mož žene ali pa žena može, ena beseda je žmetno povedati, oprosti. Ali v čemu se to? Ja moram povedati, moja žena je tu ful dobra, zelo dobra. Mi vas ma ne šlo, pa ne sva se bila še nikdar, ne, pa Bog nadaj, ko bi se, ki pa končal. Ali včasih kakšna beseda spadna, ne. In jaz sem tako navojen, kot ti v kleti imam pisarno svojo, pa ti letim doj v klet. Ali ona ma čaka. Čaka žrtev svojo. In pravi, jaz pa bila v postale. Boš ti tako leko spal? In sva se en drugoma opravičila. Ne gnal, že večkrat. In se Bogu opravičila. In vam povem, takšno zakonsko zvezo imeti, to je Božja milost. To je Božja milost. Delajmo to.
en drugoma odpuščamo in začajmo pri možu in pri ženi. Jaz vam nek povem, jaz sem celo eno sestro znal v Švici, dobro so začali, ali ne so en drugoma odpuščali in ne so lovčane. To se tudi nek zgodi v naših krogaj. Dobro je, ko en drugega čuvamo in pazimo in posebno cenimo in ljubimo. Amen. Naj nam Gospod pomaga. Naj nas Gospod ponuca, ko bi še mnogi Jezusa spoznali. Jezus Kristus je za nas. Jezus živi po Svetem Duhu v našem življenju. In Jezus skozi nas. Misija, Nuskova, Rogošavci, Sveti Jurij, Cankova in ne vem, vse druge vesnice, Slavači. Ja. Pomolimo se še. Oče, mi smo ti hvaležni za tvojo milost, za tvojo ljubezen, za tvojo dobroto, za tvojo skrb. Hvala ti, dragi Jezus, ko si prišel v naše življenje. Ne zato, ko smo mi tebe iskali, ti sam si pravo, jaz sem vas iskal sem vas in hvala ti, Jezus, ko si nas našel, ko si nas pozval. Hvala za moje brate in sestre, tudi v Nuskovi. In moje molitev, Gospod, ko jih ti ponucaš, tudi skozi koncertov. Jezus, ko so leko še mnogi na blagoslov, do zdaj so bili in ti boš jih nadola blagoslovo. Gospod, se naše sosede, prijatelje, Gospod, delavne kolege in kolegice, ti nas blagoslovi in ponucaj. Tebe častimo, Jezus, tebe slavimo, tebi dajemo hvalo in tebi dajemo čas in slavo. Jaz to med nami 4 minuta molitev, leko zdigne svojo levo ali desno roko, vidim vašo roko, što, vidim tam še tvojo roko, še što. Vsi imamo Jezusa v svojem srcu, to je pomembno, to je več vredno kot vrednost celega sveta. Če ga nemaš, ne nucaš roko vzdigniti, sprejmi ga v svoje srce. Jezus, hvala ti za te osebe, štere so zdignile roko. Bog ti znaš, ko je v njihovem srcu in ga je blagoslavljam v najlepšem imenu Jezus. V Jezusi štere ima vso oblast v nebesi in na zemlji. In Jezus štere se še ne spremenil. Štere je isti včeraj, dnes in na veke veke. Tebe častimo in slavimo, Jezus. Amen. Amen.